But now when comes what blind, but now I see. The Lord has brought His good to me. His horn my call secures. He will my shield and portion bring, as long as life endures. Spoštovani žalejoči, pričenjamo s poslovitvijo pokojnega Vladimirja Pirnata. Prosim, dovolite. Pokrival je vse okoliške kraje, zdravil ljudi tudi na terenu in oddaljenih kmetijah. Na UKC Ljubljana je bil mnogo let zaposlen na oddelku za revmatologijo, kjer je končal specializacijo interne medicine. Napisal je tudi učbenik za študente revmatologije. Nekaj let je deloval tudi na področju farmacije. Bil je predstavnik takratnega našega največjega farmacevtskega podjetja Lek. Raziskovalno je 5 let deloval na inštitutu Jožef Stefan v sodelovanju z oddelkom za revmatologijo in pridobil naziv specialista umetne inteligence. Kasneje je ustanovil privatno kliniko Medicinski center dr. Pirnat, kjer je zaposlil ugledne zdravnike iz Slovenije in Hrvaške, ki so delovali na področju lepotne in estetske kirurgije. Hkrati pa je tam odprl tudi ambulanto za hujšanje, ki je delovala tudi v Mariboru in na meji z Italijo v Ankaranu. Ljubil je morje, bil je velik del poletja preživel na Jadranskem morju na svoji jadrnici. Za svojo dolgoletno partnerico Lili Kastelic sta mnogo zaporednih let jadrala vse do Grčije, Turčije, pozimi pa po Atlantskem in Pacifiškem morju. Oba sta tudi evropska in ameriška športna pilota in z dnevnim avionom sta večkrat samostojno priletela dovršni del Evrope ter Floride. Govor v slovo dr. Vladimirju Pirnatu zapisal Dušan Noliman. Dragi prijatelji, spoštovani zbrani. Danes se poslavljamo od človeka, ki ga mnogi nismo poznali le kot zdravnika, temveč kot pokončnega človeka, neomajnega misleca in tistega redkega posameznika, ki je v času vsesplošnega strahu ohranil trezno glavo in pogumno srce. Dr. Vladimir Pirnat ni bil zdravnik zgolj po poklicu. Bil je zdravnik po srcu, po značaju, po notranji zavezanosti resnici in človeku. Ni šel po poti udobja ali tišine, ampak je, kot pravi Chomsky, ki ga je tako spoštoval, izpolnjeval tisto temeljno nalogo pravega intelektualca, izzivati avtoriteto in ne služiti ji. Bil je med prvimi, ki so si drznili dvomiti, ko so drugi molčali, ki so glasno spraševali, ko je večina le prikimavala. Ko so se številni podredili uradnim razlagam in razglasitvam resnic, je Vlado zbiral podatke, pisal, opozarjal. Ne z jezo ali sovraštvo, ampak z jasno odgovornostjo do resnice in do ljudi. Njegovo življenje je bilo nenehen klic k etiki, k dostojanstvu, k varovanju zdravja. Ne zgolj fizičnega,
temveč tudi duševnega in duhovnega. Ni ga ustavila zdravniška zbornica, ki mu je zaradi njegovih stališč postavljala ovire in ga poklicala pred disciplinske komisije. Ni ga ustavila zaprta vrata uradnih medijev. Ni ga ustavil strah pred stigmo, izločitvijo ali napadom. Vlado je ustrajal. Ustrajal je v prizadevanju, da bi ljudje razumeli, da so bili v času pandemije sprejeti ukrepi, ki niso temeljili na odprtem znanstvenem dialogu. Da so bila številna opozorila spregledana, da so bili kritični glasovi utišani, ne ker bi bili zmotni, ampak ker so bili neprijetni. In čeprav je vedel, da ga bo to postavilo na rob, ni utihnil. Bil je iskren borec za pluralnost strokovnih pogledov in glas tistih, ki niso imeli glasu. Utemeljeno in vztrajno je nasprotoval prisili, dogmatizaciji stroke in zapiranju prostora za odprto razpravo. Njegova največja skrb je bila, da zdravstvo ne izgubi svojega temeljnega poslanstva, zaščite človeka, ne oblasti, ne sistema. Bil je tudi psiholog, zato še toliko bolj občutljiv na manipulacijo in pritisk, ki se je vršil nad družbo, nad mediji in nad zdravniki samimi. Poznal je mehanizme moči in ni jim podlegel. Zato ni čudno, da je bil pogosto tarča, da so mu onemogočali delo, da je moral zapreti ordinacijo, s katero je želel pomagati tistim, ki jih je uradni sistem pustil ob strani. Kljub temu ni postal zagrenjen. Ohranjal je širino duha in nežnost srca. Kdor ga je poznal, ve, da je znal poslušati, se pogovarjati, razumeti. Njegova moč ni bila v glasnosti, temveč v notranji doslednosti. Do zadnjega je deloval. Še pred kratkim je pisal poziv ministrici za zdravje, naj Slovenija izstopi iz Svetovne zdravstvene organizacije, ne iz upora, temveč iz skrbi, da bi država ohranila suverenost pri odločanju o zdravju svojih ljudi. Njegov zadnji zapis na družbenem omrežju, le nekaj dni pred smrtjo, je bil poziv k razmisleku. Ni slavil sebe, ni širil sovraštva. Le spomnil nas je, da misleči ljudje ne smejo biti tiho. Njegov pogum, jasnost in pokončnost so redke vrednote v današnjem času. Bil je kamen spotike, a tudi kamen temelja. Temelja za bolj pošteno, bolj človeško, bolj odgovorno medicino. In čeprav ga danes pogrešamo, nas njegova beseda ne zapušča. Njegov zgled ostaja, njegova dejanja niso bila za manj. Hvala ti, Vlado. Hvala za tvojo neomajnost, za tvoje srce, za tvojo človeškost. Pogrešali bomo tvoja pisma, tvoja opozorila, tvoj smisel za pravičnost. Pogrešali bomo tvojo tiho, a mogočno prisotnost. Umrl si z mirno vestjo, ker si govoril resnico. Nasvidenje, dragi prijatelj. Včasih posvet prevzame vihar strahu in prestrašenost. Vladimir je vsem nam bil zgled osebne integritete in nepremakljive zvesto besedi, bolnikom, lastnemu narodu in resnici v trenutkih, ko je bilo najtežje. Ves čas je ostal zvest starodavni zdravniški zaobljubi, Bohratovi prisegi, ki bi morala biti temelj delovanja vsakega zdravnika.
Bil eden tistih, ki ni pokleknil pred sistemom, ki v obdobju pandemije COVID-a zahteval brezpokojno strokovno odreditev in poslušnost. Z iskrenim bojem za resnico se je takrat pridružil podobno mislečim zdravnikom in zdravnicam ter nekaterim posameznikom iz drugih strokovnih področjih povezanih v inicijativo slovenskih zdravnikov. Njegove vrednote so odsevale temeljne vrednote, ki jih je pred mnogimi leti napisal Hipokrat, naš kolega in oče zdravništva naše dobe. Citiram: Prisežem, da bom po svojih močeh in po svojih presojih pomagal bolnikom, da jih ne bom nikoli namerno poškodoval niti z dejanji, niti z nasveti, da bom varoval skrivnosti bolnikov, jih spoštoval kot človeška bitja, ne glede na starost, vero, narodnost, politične prepričanje in družbeni položaj. Da zdravljenje ne bom uporabljal za škodovanje, temveč za dobrobit človeka. Konec citata. Vladimir je to zaprisegel vse zares. Ko se je večina zatekla v varno tišino, se je on izpostavil, vedoč, da bo deležen posmeha, obsodb, celo napadov. A ga nič od tega ni zlomilo. Branil je pravico do telesne integritete, opozarjal na nevarnost slednjega sledenja ukrepom, ki so pogosto kršila temeljne človekove pravice, resnico, sočutje in zaupanje v prirojeno moč človeškega telesa. Zaupal je modrosti narave in zagovarjal svobodo posameznika, odločno in brez kompromisne zagovarjal temeljno pravico vsakega človeka, da lahko avtonomno odloča o posegih v svoje telo. Mnogim je bil dušni brat, čeprav ga niso osebno poznali, so ga prepoznali po srcu, po tonu njegovega glasu, po mirni odločnosti njegovih besed, po tem, da je tudi ko je bilo najtežje stal na strani človeka in ne nad njim, ne pod njim, temveč ob njem. Njegova prezenca je bila opora tistim, ki so čutili, da je nekaj narobe, pa si tega niso upali povedati na glas. On je to storil namesto njih, zato bo ostal v naših srcih kot glas upanja, razuma in človečnosti. Z izjemno vztrajnostjo je prizadeval, da bi resnica in neodvisna znanost v času popolne odsotnosti javnega soočanja različnih strokovnih mnenj dosegla na čim večje število ljudi. Prizadeval se je povezati ključne predstavnike družbe in podpiral spoštovanje ter enotnost med njimi, saj se je dobro zavedal, da lahko le to pripelje k pozitivnim družbenim spremembam. Želeli bi si, da je zdravnik takšnega kova večan, kar pa žal ni mogoče. Pustijo pa dela in ideje takega velikega človeka trajen pečat v družbi in živijo naprej skupaj z nami. Dragemu Vladimirju bi v slovo izpostavil nek mozaik misli strani nekaterih članov iniciative slovenskih zdravnikov. Dragi soborec, zdravnik z dušo in srcem, v veliko čast je bilo spoznati in sodelovati s teboj. Pokazal si svoj neizmerni pogum in pokončnost v kritičnem času, ko so mnogi tvoji stanovski kolegi raje tudi pogledali stran. Pogrešal bom najne pogovore, še posebno tvoj razkav smeh. Vztrajal si kljub temu, da so tvoje besede pri tistih, ki imajo v rokah škarje in blato, navadno naletele na kruha ušes. Ostal mi boš v spomin kot človek, katerega besede in dejanja so odsevali neomajeno prepričanje, da lahko skupnim trudom ustvarimo lepše prihodnost. Z veliko vero in moč znanosti in glasnim dvomom v omejitve medicine si živel kot zdravnik in umrl kot človek. Tudi ko si kritično presojal medicino in nisi obrnil hrbta. Včasih je prav srce tistega, ki dvomi, najbolj predan. Tvoja pot se novele znani. Kadar odhajajo veliki ljudje, me preplavi iskrena hvaležnost. Hvala ti za zavedni Bogu. Nami si napravil močan vtis
in zavedno mi bo še stalo v lepem spominu svojo neizmerno voljo, pogumom, znanjem, srčnostjo in borbenostjo, ki je tako redko zaslediti med zdravniki. Vi si naš navdih in za ta neprecenljivi prispevek boljšemu in lepšemu svetu Svetiste Carske pa ljudi. Vedno si bil pozitivnih misli, vzpodbudnih besed in si popolnoma zaupal v to, kar si dejal. Upal si se izraziti, neštetokrat si javnosti povedal resnico in podkrepil svojim znanjem in številnimi raziskavami iz tujine. Tvoje besede so bile odločne, a nikoli žaljive. Mnogim si odprl oči. Hvala ti, Vladimir. Vladimir Pirnat je svojim delom sprožil veliko misli, ki lahko postanejo temelj prerojenega odnosa do zdravja in zdravstva na Slovenskem. Zato zaključujem to slovo s pesmijo Srečka Kosleva, prerojenje. Sam moram biti vsako telo neprozorno v prozornost previti in zvoki klavira bodo potem mogoče vesimske zvezde mojim očem. Sam moram biti, da pozabim misliti in govoriti in da občutim v sebi le eno veličast vesoljstva tihega rasta. Sam moram biti vse, kar je prikrito bilo. Vse moram odkriti, ne svojo mislijo, s svojim molčanjem, kako z molitvijo pred najsvetejšim iskanjem. Sam moram biti v večnost iz sebe in v sebi večnost odkriti. Svoje prozorne perotki brezdajo razpeti in mir iz ostranske pokrajine vase videti. Dragi Vladimir, tvoje misli, srčnost in dejanja bodo luč naših obzorij, a tvoj glas bo ostal v naših srcih kot glas upanja, razuma in neomajanja človečnosti. Hvala ti v imenu iniciative slovenskih pravnikov in v imenu vseh Slovencev, ki si jih svojo srčno predanostjo pomagal ohraniti notranje moči in zaupanje v zdravnike z veliko začetnico. Slava vam. Spoštovani dr. Pirnat, dragi Vladimir, spoznala sem se pred 5 leti na Hot Glasset Site doma politike, na katerem si bil silovni govorec. Že takrat si nam glasno povedal, kar smo tam prisotni sledili. Medicina je odrabljena in zlorabljena. Strani politike se uničuje javno zdravstvo, šolstvo, kultura, gospodarstvo. Jemljejo se nam temeljne človeške svoboščine. Temu se pravi diktatura. O ukrepih odloča predvsem politika in ozek krog strokovnjakov, ki jih ta politika podpira. Konec navedbe. Poleg tvoje medicinske stroke, te si me zanimalo šolstvo. Vse, ko sva se srečala v živo ali slišala po telefonu, si me vprašal. Renata, povej mi, kako je v šoli, kako je v razredu, kako učenci in tvoji kolegi prenašajo ta medicinski teror. In sem se vsakič znova dolgo pogovarjala. Medicinski teror smo najbolj učutili prav v izobraževanju. Izobraževali so brez obraza. Izobraževali smo za zasloni v eni učilnici brez možnosti gibanja, niti med odmori. Telesne aktivnosti so bile strogo omejene. Izvajali smo medicinska testiranja brez medicinskega znanja. Rad si poslušal, kako sama doživljam razmere in pogovarjala sva se o rešitvah. Vedela sva, da bodo posledice predvsem za otroke in mlade dolgoročne. Učenci, učitelji in tudi starši današnjo po 5 letih šolo doživljajo kot ustanovo, v kateri se nam godi zelo malo dobrega. Prenatrpane, ne z življenjem, še manj z naravo povezani učni načrti, številna ocenjevanja so učencev primorale, da so se vsak na svoj način pred tem velikim monstruom imenovanjem današnje javno šolstvo poskušali zaščititi. Nobeni generaciji otrok in mladih se doslej ni zgodilo nič podobnega, kot se je to zgodilo današnji generaciji. V zgodovini so vse generacije s tako močnimi preizkušnjami spreminjale svet na bolje. Tudi oziroma predvsem s tvojo pomočjo. Tvoja zadoščina je neprecenljiva.
z argumenti, ki so izvirali iz študija strokovne literature, različnih raziskav in razprav s svojimi stanovskimi kolegi iz domovine in tujine, si javnost informiral in odgovorne bombardiral. In še bolj številnih e-sporočil. Bil si nam zgled, pogumen, resnicoljuben, strokoven, neumajen in vztrajen. Kazal si pot, na nas je, da jo nadaljujemo. Spoštovani dr. Pirnat, dragi Vladimir, hvala ti. I did I long and cried, I had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy